Lepo pozdravljeni v prvem popočitniškem klepetu z županom občine Medvode, Nejcem Smoletom. Lepo pozdravljeni na klepetu z dodano vrednostjo. Običajno rečemo takole. Ja, in lep pozdrav vam in vsem gledalkam in gledalcem. Danes bova predvsem poskušala odgovoriti na tista vprašanja, ki so se nam zastavljala prek poletja ali pa so jih zastavljali drugi. Se vam mogoče kaj svita, katero vprašanje je to? Najbolj pogosto vprašanje, če izvzamemo kanalizacijo, je v zadnjem času zagotovo, kaj je s tržnico. In kaj je s tržnico? Tržnica kot projekt je bila zaključena za občinski praznik oziroma nekaj dni pred občinskim praznikom. Nažalost pa pač postopki za pridobitev uporabnega dovoljenja v tej državi trajajo, kolikor trajajo. In po številnih urgencah in brez številnih prošnjah je zadeva zdaj prišla do konca in bo tržnica lahko zafunkcionirala, sicer pozno jeseni, ampak tako, kot smo si želeli. Nekako so se širile celo govorice, da sploh ne bo začela obratovati, ampak najbrž v soboto lahko povabimo naše gledalce na tržnico. Govoric je bilo precej, zdaj nekateri vidim, da imajo še zmerom preveč časa v naši občini. Slišali smo vse sorte nebuloze. Dejstvo je pač bilo tako, kot smo rekli, uporabno dovoljenje. Kdor se je v zadnjih 5 letih karkoli ukvarjal s pridobivanjem gradbenih dovoljenj, za pridobivanje uporabnih dovoljenj, s tehničnimi pregledi, potem ve, da tukaj pač je stanje, kakršno je. Tukaj je, bi rekli temu, z grdo besedo bi rekli bottleneck oziroma pač tisti zastoj na poti, kjer dejansko državna birokracija dela absolutno prepočasi. Če se ne motim, je bila obljuba predsednika vlade, da naj bi se določene pristojnosti, kot je gradbeno dovoljenje pa uporabno dovoljenje, bolj približala občini. Glede na to, da občina tudi sprejema nek dolgoročni prostorski načrt, da sicer odloča o teh prostorskih zadevah. Ja, rekel in ostal živ. Dejstvo je, da tisti tudi, ki majčkeno se spoznajo na zadnje spremembe zakonodaje, tudi vejo, da se stvar samo še bolj komplicira. Recimo, naša občina bo šla še v letošnjem letu v spremembe občinskega prostorskega načrta, tistega, ki smo ga lani sprejeli. Zdaj nam zakonodaja nalaga še 2 preliminarni študiji oziroma pripravi gradiv, preden bomo sploh začeli s postopkom. Koliko je mogoče teh, ne gre se za zahteve, ampak za pobude, za spremembo občinskega prostorskega načrta, sedaj že nekako na zalogo? Na zalogi mislim, da zadnji podatek, ki ga imam v glavi, je tam nekaj čez 200 pobud. Kako se sicer ta prostorska zakonodaja izvaja? Se mogoče ljudje vendarle odločajo sedaj več tudi za kakšno lokacijsko preveritev, da pač ne čakajo na spremembo občinskega prostorskega načrta? Zelo malo je teh novih inštrumentov, ki so bili pred letom in pol predstavljeni, predvsem zato, ker tudi na državnem nivoju še ne vejo čisto točno, kako bi se tega lotevali. Tako da stvar kar traja in traja še. Pri nas mislim, da 1 do 2 lokacijski preveritvi, ena mislim, da je zdaj v teku, ena pa se pripravlja. Gre za res čisto manjše zadeve. Zanimiva je pa izjava ministrice za kmetijstvo, ki je, mislim, da prejšnji teden za enega od glavnih časopisov izjavila, da v njenem mandatu ne bo niti hektar kmetijskih zemljišč več spremenil svoje namembnosti. Jaz sem predlagal našim zaposlenim, da to na A3 sprintajo in potem delijo okrog, zato da bojo ljudje videli, kako zelo se je zaostrila ta politika. Se pravi, časov, ko so se kmetijska zemljišča na veliko prekvalificirala, na to ni bila imuna niti naša občina, nekateri to dobro poznajo, ker so imeli tudi prste vmes. Ti časi so zagotovo mimo. In po strokovni plati je to zagotovo dobro, a ne zaradi tega, ker se je preveč kmetijskih zemljišč pozidalo. Po drugi strani smo pa seveda tiste občine, ki imamo velik priselitveni prirast ali pa pritisk na zemljišča, smo pa tukaj v nekem neljubem položaju, ker enostavno imamo zelo omejen manevrski prostor za širitve. Glede na to, da se pripravlja tudi nov odlok o plačilu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, upamo, da bo nekaj zemljišč se na ta način sprostilo, ampak preden greva k temu novemu odloku, v izogib nejasnosti. Že od 1. oktobra dalje je v sejni sobi občine Medvode razgrnjen državni model javnega vrednotanja nepremičnin. Torej, katere podatke lahko občani pridobijo na tej javni razgrnitvi oziroma na katere podatke se potem lahko pritožijo, če jim niso všeč? Oziroma ne izražajo dejanskega stanja. To, kar je zdaj razgrnjeno in kar razgrinja država, to moramo ločiti, GURS,
To so podatki, ki so jih ljudje posredovali oziroma jih je GURS pridobil o velikosti njihovih nepremičnin. Tukaj si z občino nimajo kaj pomagati. Delno so odgovorni sami, ker so te podatke sami posredovali. Malo so odgovorni smo vsi tisti, ki od leta 2014, ki smo dobili informativne izračune, nismo naredili nič, če smo vedeli, da so napačni. Zdaj bo ta postopek nekoliko bolj kompliciran. Če vejo, zdaj ljudje imajo možnost tudi pogleda na internetu in tudi pri nas dol v njihovo vrednost njihove nepremičnine, če menijo, da ne izkazuje tega, se vse postopke naprej delajo z GURS-om. Kako točno poteka, ne vem, vem, da je zdaj potreben elaborat, da je postopek precej bolj kompliciran, kot je bil takrat v tisti prvi fazi, ampak vsekakor morajo pa te zadeve urejati z GURS-om. Je pa res, da so podatki takrat in sedaj bistveno včasih tudi drugačni in da je vrednost bistveno višja. Ja. Tudi zaradi tega, ker so različna območja, v katere so nepremičnine vključene. Ste vi kot župan oziroma kot občan preverili oziroma pogledali, kakšne so te spremembe, na primer področje občine samega mesta Medvode v isti, lahko rečemo, kategoriji kot recimo Senica, čeprav tam ni ne kanalizacije, ni ne javnega potniškega prometa, ampak... Država je pač določila ta območja, kot jih je. Mi smo pogledali, mi z nekaterimi se seveda ne strinjamo, ker je razvidno že zelo lepo tudi iz odloka o NUSZ-ju. Jaz mislim, da odlok o NUSZ-ju je ena zelo realna določitev območij v občini po komunalni opremljenosti. Nekako tisti, to je pa tudi glavni faktor, po katerem se giba višina nepremičnin ali pa, če hočete, kvaliteta življenja. In tako da jaz mislim, da občina tukaj ima neprimerno boljšo filozofijo, kot jo ima država, ki to pač poenostavi. Občina kot taka pa na ta državni model vrednotenja nepremičnin nima kakšnega posebnega vpliva. Ne. Lahko samo posamezniku pač svetuje, da naj tisto prijavo oziroma mislim, da je en obrazec izpolni in ga posreduje naprej na GURS. Na GURS. Tako, sedaj sva prišla do našega odloka. Nekako preden rečeva, kaj je tista največja sprememba, novost, bova začela s tem, da je namesto 5, je po novem so 4 območja. To je tisto, kar so prej že nekako rekla. Država ima svoja območja, občina ima svoja območja, po katerih se potem plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča glede na komunalno opremljenost tega območja. Mogoče bi začel čisto na začetku. Saj gledalci večinoma poznajo, kaj je nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. To je nek približek ali pa rečemo temu nadomestek davka na nepremičnine, davka, ki je že večkrat padel. Imate kakšen občutek, kdaj ga bo mogoče država vendarle uvedla? Predsednik vlade je lepo povedal, da ta koalicija tega ni sposobna narediti. In dejstvo je, da država spet prelaga umazano delo na občine. Ker sama nima dovolj dobrih evidenc, ker sama nima politične volje ali pa poguma, da bi to naredila, je zadevo seveda lepo preslonila na občine in zdaj se mi s tem ukvarjamo, mi bomo ta grdi, mi bomo mogli vse zadeve poštimati, potem, ko bojo pa ljudje, to je moje mnenje, ko bojo pa ljudje v glavu že nekako se sprijaznili s temi davščinami, bo pa pač država uvedla, v tem primeru potem pobrala najbrž še večji delež pogače od tega davka občinam stran in to je to. To je pač kar nek klasičen modus operandi, ki v naši državi obstaja. No, ampak če grem nazaj, to je torej eden izmed najpomembnejših izvirnih prihodkov občine. V naši občini mislim, da prinese letno 1,5 milijona v proračun. Je pa kot neke vrste inštrument tudi aktivne zemljiške politike, no, tako ga jaz vidim. Zakaj? Zato, ker davek na pozidana in nepozidana stavbna zemljišča je tisti, ki nekako pominja lastnike, da je namenska raba teh zemljišč drugačna od ostalšnih, a ne tistih, ki niso tako ali drugače zazidljive. In s tem inštrumentom se nekako skuša zagotoviti sredstva za to, da se lahko infrastruktura, predvsem komunalno, razvija. Po drugi strani pa tudi tisti, ki nimajo več interesa po teh zemljiščih, da jih bodisi prekvalificirajo, bodisi prodajo in s tem poskrbijo, da je se pravi ta
cikel, se pravi zemljišči v občini nekako živ. Kje je največji problem? V Medvodah v vsej zgodovini nikoli nismo zaračunavali nepozidanih stavbnih zemljišč fizičnim in pravnim osebam. In to je največja novost. Hkrati je to tudi največja anomalija. Dosedanji odlok je bil izrazito visoko napisan za nezazidana stavbna zemljišča. Če bi ohranili ta odlok, bi nekatere obremenitve bile 5-krat višje od tistega, kar zdaj predlagamo. Ogromne številke bi se tam. Zato smo zdaj predlagali nov odlok, s katerim to znižujemo. Seveda pa, tako kot je eden od svetnikov rekel v razpravi, že res, da znižujemo, ampak še zmeraj bo pa to za 100% več, ker tega do sedaj ni bilo. Najbolj pogosto vprašanje je sedaj tisto, za katero nezazidano stavbno zemljišče naj bi se plačevalo nadomestilo. Kakšna je taka definicija tega zemljišča? Nekateri imajo veliko parcelo, na kateri imajo del že pozidan. Nekateri imajo v lasti mogoče zemljišče, ki je sicer stavbno zemljišče, ampak ne omogoča. Katero je tisto nezazidano stavbno zemljišče? Laično rečeno, najbolj posplošeno bi bilo, da je to tisto zemljišče, ki zaradi svoje velikosti in komunalne opremljenosti omogoča takojšno pridobitev gradbenega dovoljenja. Pustva, kaj pomeni takojšno pridobitev gradbenega dovoljenja pri naši upravni enoti, ampak se pravi, ki omogoča gradnjo, da je dovolj veliko in da ni v katerem izmed omejevalnih faktorjev. Sami ste rekli, v naši občini pa kar nekaj zemljišč, ki so bodisi na poplavnih območjih. Mi smo jih skušali že, oziroma pripravljavec, ki je za nas ta odlok delal, je skušal to že izvzeti. Zagotovo pa ni uspel vsega. Zato je toliko zelo pomembno, da ljudje, ki bodo zdaj dobili te izračune domov, mislim, da je šlo, te dni je šlo že na pošto, torej ta teden, da pogledajo, pridajo na občino, da skupaj pogledajo, kaj dol v sejni sobi bodo imeli možnost, bo vedno nekdo tam v času uradnih ur, ki jih bo sprejel, ki jim bo razložil, zakaj to je, da skupaj pogledajo. In če so tam kakšni podatki, ki se ne ujemajo, da bodisi slikovnim gradivom ali pa kako drugače dokažejo, da se tam graditi ne da. Govorijo predvsem na območjih, kjer je poplavno, kjer so kakšni državni prostorski načrti, čeprav to smo se več ali manj trudili že sami izvzeti. Predvsem mislim, da bo pa največ tega tam, kjer so zazidljiva zemljišča v prestrmem naklonu. Mi imamo zaradi pohograjcev kar nekaj zemljišč, ki so zaradi, zaradi same konfiguracije naselja so zazidljiva, ampak je nemogoče na njih zidati. Tisto bi bilo nepošteno ljudem zaračunavati, zato naj pridejo, naj predložijo dokaze, da je teren prestrm in bo občina o tem odločala. Nov odlok lahko rečemo, da naj bi bil čim bolj pravičen, hkrati pa bo seveda tudi pospešil nekatere zemljiške transakcije. Najbrž bo sedaj marsikdo razmišljal o tem, ali bo neko stavbno zemljišče ohranjal za prihodnje rodove in plačeval nadomestilo, ali ga mogoče vendarle prodal. Ja, to je tisto, o čemer sem prej govoril. Se pravi, zadeva bo zaokrožila. Kaj je bilo do sedaj najtežje pri sprejemanju občinskega prostorskega načrta? Državni soglasodajalci, predvsem Ministrstvo za kmetijstvo in Ministrstvo za okolje in prostor, sta nam ves čas očitala, da je delež nepozidanih stavbnih zemljišč v Medvodah absolutno prevelik. In to je res. Zato, ker imamo zemljišča, ki so že 10, 15, 20 let zazidljiva, pa na njih nobeden nič ne dela. Zakaj? Zato, ker nikoli ni plačeval nobenega davka in ga to zemljišče ni v ničemer bremenilo. Zdaj bo imel vsak možnost, da se odloči. Glede na to, da gremo pa v spremembe občinskega prostorskega načrta, bo pa vsakdo lahko dal tudi pobudo za spremembo, da iz zazidljivega postane nezazidljivo. Teh pobud se zelo veselimo. Dobro. Rekli smo, bolj pravičen odlok, v fazi pa je tudi sprejemanje novega pravilnika o nagradah študentom, ki ne bi bil ravno tako bolj pravičen. To je bila tema zadnje seje občinskega sveta. Odločili ste se torej za nagrade, ne za štipendiranje. Zakaj recimo? Zato, ker ni bilo večjega posluha. Za moje pojme bi bilo štipendiranje smiselno, če bi bilo štipendiranje v smislu neke sheme, ki bi sodelovali z lokalnim gospodarstvom. Tega večjega posluha ni bilo, tako da smo potem presodili, da ostanemo na teh nagradah, ki so pa pač nekoliko modificirane.
modificirane, predvsem v tem, da je določena starost, do katere je potrebno pridobiti naziv ali diplomirati ali magistrirati ali pa doktorat. Se vam zdijo te starostne omejitve primerne? Recimo doktorat za 30 let, ne smeš biti starejši od 30 let, če hočeš pridobiti nagrado za doktorat. Teh omejitev starostnih do sedaj ni bilo. Pri tem odloku moram reči, da se sam nisem zelo veliko spričal moje znanje akademske izobrazbe, nisem veliko aktiviral, je pa ogromno na tem delu odbor za mladino. Mogoče se strinjam z vami, da predvsem pri doktoratu je nekako težko pričakovati ali pa malo neutemeljeno pričakovati, da vsi do 30. leta to zaključijo. Na drugi strani se pa popolnoma strinjam z njimi, da nagrada za letnik je pa nekaj, kar je popolnoma brez veze. Tako, s tem se tudi strinjam. Ali je mogoče namesto starostnih omejitev določiti, da je pač v tem času pridobivanja enega naziva redni študent morda boljša popotnica? Lahko bi bilo. Iz preprostega razloga, ker marsikdaj je tako. Nekdo, ki hoče preko študenta delati, mogoče razbremeniti starše, bo vlekel ta status študenta do takrat, ko mu to zakon omogoča. Kajti s tem, z njim, ko diplomira, ko magistrira, izgubi vse pravice študenta, čeprav bi jih sicer lahko vlekel do 1. oktobra. Lahko je to, lahko pa se tudi samo starost nekoliko bolj življenjsko popravi. Saj namen tukaj je v tem, da kdor je dobro prebral, vidi, da se je skušalo nekoliko tiste največje anomalije odpraviti. Se pravi, število kandidatov za te nagrade, skoraj lahko rečem, eksponentno narašča. Sredstva že dolgo časa niso zadoščala. Dejstvo je, da občina, to ni v osnovnem opisu nalog občine, da tala nagrade za študente, da je to neka dobra volja, ki jo pokaže občinski svet, da sredstva niso neomejena in zato se je recimo ta letnik črtal, pa se je skušalo pol za vsega nekaj pridobiti. Drugače se mi zdi zelo pomemben poudarek noter, ali pa zelo zanimiv tudi to, da se skuša problematike diplomskih, magistrskih in doktorskih del loteva tudi skozi fokus lokalne skupnosti. Ker za nas je res bi bilo interesantno, da mladi, da tisti, ki študirajo, da delajo na primeru občine, da mogoče tudi nam s svojim diplomskim delom pokažejo kakšno boljšo pot. Saj nismo mi pamet celega sveta pojedali in je to recimo ena taka želja, dobijo tudi nekaj dodatnih točk, zaradi tega mogoče kakšen evro več, mi pa mogoče kakšno rešitev, kajti vsakdo, ki študira na svojem področju, zagotovo se sreča tudi z enim delom, ki je povezan z občino. Sicer ne more biti pravilnik zelo pošten, kajti višina študentske nagrade je odvisna od tega, koliko je pridnih študentov v tistem letu. Ampak bomo rekli takole. Ja, je pa to na nek način edini način, kako lahko zagotovimo, da bodo vsako leto prišli do nagrad, ker zdaj so že kar nekaj let, mislim, da smo samo za diplome in magisterije, se pravi za letnike, tako niso več prišli. In že zato, da smo diplome podelali, smo mogli vedno dodajati dodatna sredstva. Mislim, da je bilo eno leto samo še magisterij. Tako, celo to je bilo, ja. Takrat, kadar nismo dodajali, sploh nismo do diplom prišli, kadar smo predvsej dodajali, smo pa komaj da diplome pokrili. Pa bom vprašala, v kakšni fazi je mladinska strategija, menda se bo šlo ponovno v anketiranje, ker vzorec menda ni bil dovolj velik. Če se ne motim, takšna je bila ena izmed teh razlag. Ampak ne glede na vzorec, jaz mislim, da je problematika ostaja dosti podobna. Zelo podobna. Mislim, da je bila tudi druga anketa že narejena, če se ne motim, vsaj tako mi je bilo rečeno, ker se zdaj kar nekaj teh strategij pripravlja, da grejo na občinski svet. Zdaj dostikrat slišim, zakaj teh strategij ne date, zakaj jih občinski svet ne obravnava. Moje stališče tukaj je jasno. Strategija zaradi strategije je čisto vse, naj obravnavamo ali ne. Če bo to en papir, ki ga bomo dali noter, bomo naredili kljukico in se bomo pohvalili, da jo imamo, je pravzaprav brez veze. Strategija bi morala biti ne nabor želja, ker je to in včasih se ankete ali pa debate v to sprevržejo. Ne, eden bi to, drug bi to, tretji bi to. Strategija pravzaprav pomeni poenotenje v viziji. Se pravi, v tem, kaj mi želimo, kako mi želimo, da Medvode izgledajo leta 2035 v nekem tem. Ni zdaj pomembno, da odkljuka vsak ti svoj vrtiček, ki ga ima, če bo noter v tej strategiji ali ne, ampak kaj si mi želimo. Zato
Je pa včasih treba malo širše razmišljati, tukaj smo pa včasih malo kratki. Ne glede na vse ankete je najbrž problematika, mladinska problematika, tudi vprašanje stanovanjske problematike, oziroma eno tako klasično vprašanje, kako prekarec pride bodisi do stanovanja, bodisi do kredita za obnovo stanovanja. Včeraj se mi zdi, da smo slišali eno možnost državnega poroštva, ki ga načrtuje za to, da mladi pridejo do stanovanja, da jim da poroštvo, ali občina ima kakšno strategijo na področju stanovanjske problematike, glede na to, da smo zadnja neprofitna stanovanja, ki naj bi se sedaj imenovala stroškovna stanovanja, pridobili leta 2003, vmes smo še nekaj jih izgubili, oziroma je kakšna vizija na tem področju. Bo mogoče malo surov odgovor, ampak za moje pojme je to absolutna pristojnost države. Se pravi, ta flancanja, ki jih mi poslušamo iz strani države, kaj vse bodo omogočali, nam pravzaprav na terenu ne pomagajo čisto nič. Ampak neprofitna stanovanja so ravno tako breme, ki ga je država prenesla na občine. Na občine ga je prenesla. Nekaj časa je bilo govora, da bodo financirali, se pravi, tudi dodatno, da bodo zagotovili dodatna sredstva, teh sredstev ni od nikjer. Nam sredstva non-stop krčijo, zadolževanje je omejeno, po zakonu o financiranju občin po 23. členu, se pravi tisto, kar imamo za investicije, so nam zdaj še iz 5 oziroma 6% to 3% spremenili v povraten kredit. Skratka, država dela čisto vse, da skače po vratu lokalnim skupnostim, zraven pa filozofirajo o tem, kako bodo nekaj spremenili. Jaz imam par strank v tem parlamentu res že vrh glave, zato ker so izvedbeno jalovi, da ostanem na kulturnem nivoju. Skratka, cel kup enih idej, ko je pa treba to, da meso postane, ni pa nikjer nobenega. In če bi vsi ti modreci in vsi ti znalci prišli za pol leta na teren delati, pa bi videli, s čim se dejansko srečujemo. No in vse te visokoleteče ideje, ki jih imajo, naj prosim nekako materializirajo v nekaj, kar bomo mi, ki očitno nismo toliko pametni, na terenu uspeli razumeti in potem to stvar tudi pripraviti do ljudi. Dokler bo pa država nam samo nalagala dodatne zadeve, jih pa mi ne moremo izvajati. Dejansko je res, mi nimamo dobrega fonda socialnih stanovanj ali neprofitnih ali stroškovnih, kakorkoli jih imenujete. Daleč od tega, jaz mislim, da jih imamo nekaj čez 10 ali tam okrog 15, nekaj takega. Stanovanja so zasedena, zadnji razpis je bil 2 ali 3 leta nazaj, smo videli, da je veliko več interesa, kot je. Ampak dokler tukaj ne bo prišlo do enega sistemskega, se pravi, da bo država rekla, ta sredstva so pa meni vse na to državni sklad ali kdo gradi, čisto vseeno, da bomo to gradili v Medvodah, je malo utopično pričakovati, da bomo mi kje kakšno lokacijo lahko kupili. Ker v Medvodah so nepremičnine tako zelo drage, da ni variante, da v njih govorimo kot o stroškovnih, o neprofitnih, o nečem. Če imamo v bloku, v medvoških blokih, v 4., 5. nadstropju se kvadraten meter stanovanja, ki je star 50 let, prodaja po 2000 evrov na kvadratni meter. To so nore številke. Kaj pa kakšna poroštva, tako kot sedaj obljublja država, poroštva, naprimer mladim družinam, no vse zadnje, če so nesposobne odplačevati kredit, občina prevzame potem to stanovanje in je potem ta mlada družina najemnik. Ja, jaz bi rad te prve razpise videl, ko bo to pripravljeno, ko bo to dejansko zaživel in ko ne bo to tako komplicirano, da se tako nobena mlada družina ne bo prijavila, ker bodi si tega ne znala narediti, ali pa bo to pod takimi pogoji, da nobeden ne bo hotel, ker treba je pa vedeti, da Slovenci smo k temu nagnjeni, da imamo radi svojo nepremičnino. In da boš tam šel v neko, kot mlada družina si že tako v stiski, marsikdaj, da se boš tam še na državo vezal, pri čemer ne boš točno vedel, pri čem si in koliko časa nepremičnino imaš, kdaj bo pa občina vnovčila to poroštvo ali pa država pa prenesla to na občino. Sej pravim, v ideji najbrž niso slabo mislili, samo izvedbeno malo šepajo. Dobro. Eden izmed takih zanimivih projektov medgeneracijskega sodelovanja, če sedaj govorimo tudi o mladih in pomoči mladim, je tudi sedaj projekt Baby Servis. Gre za občasno brezplačno varstvo otrok strani vitalnih upokojenk, tako imenovanih babic. Ja, super projekt. To je pa recimo nekaj čist drugega, to je pa stvar, ki zraste s terena in se s terenom tudi naredi. Če so prej govorila o nekih
idejah, ki so visoko leteče, pa redko kdaj terenu gledajo. Imamo pa tukaj skupino entuzijastov, da tako rečem, ki so iz občine Mengeš pripeljali projekt tudi v Medvode. Mislim, da zdaj je največ je narejenega v Smledniku, zdaj se širi tudi v Medvode in tako. Gre za to, da se preko LAS projekta so zagotovljena določena sredstva in se skuša mladim družinam in tudi tistim super babicam, ki so pripravljene kakšno uro na teden otroka paziti, omogočiti tam, da mlade starše razbremenimo, na drugi strani pa, da starejši mogoče lahko kak evro dobijo zraven in je to financirano skozi evropska sredstva. Jaz upam, da bo ta projekt zaživel, da bo čim bolj. Morajo se pa tudi starši zavedati, da je to dobra volja starejših. In jim morajo biti za to hvaležni in to ni zdaj tisti odnos, ki ga danes vse večkrat v družbi vidimo, ne, saj ste plačani, naredite. Ne, to je v prvi vrsti dobra volja naših upokojenk, da to delajo in jim je zato treba biti strašno hvaležen. In jaz mislim, da če bo to razumevanje na obeh straneh, bo projekt fajn zalaufal in kasneje sploh ne bo več potrebe, da to nekdo koordinira, ampak bojo družine med sabo skale. Ampak sedaj gre vendarle za brezplačno varstvo za mlade absolutno. Družine. Ko bo konec projekta, glede na to, da je financiran z evropskih sredstev, bo enkrat konec. In se zelo težko navadimo, da to, da nekaj, kar dobro uspeva, ni več. Ja, zdaj glede na to, da je naslednja evropska petletka še bolj usmerjena v področje mehkih vsebin, se ni bati, da bi taki in podobni projekti v naslednjih letih ostali brez financiranja, če bojo uspešni, če ne bojo samo projekt zaradi projekta. Če se pa to izkaže kasneje, da je zelo uspešna, je pa naša občina še vedno na področju sociale pokazala ogromen razumevanja, ampak kot rečeno, projekt mora zaživeti, ljudje ga morajo sprejeti za svojega, potem se pa lahko pogovarjamo tudi naprej. Še en tak projekt je zanimiv in to je brezplačen tečaj za družinskega oskrbovalca. Ne gre za socialnega oskrbovalca, ampak družinskega, običajno je to ženska, ki skrbi za starejšega člana družine. Še en tak zelo zanimiv projekt, ravno tako financiran z evropskimi sredstvi, z Evropskega sklada za regionalni razvoj. Tam si tudi želim, da bi na teh tečajih se pridobi res ogromno enih informacij. In če zadnjič, mislim, da je še ne vem, če mesec nazaj, ko je Računsko sodišče objavilo to revizijsko poročilo o dolgotrajni oskrbi in o tem, kako je to v Sloveniji postaja in bo postal še bolj pereč problem, ker zadnjič na kongresu občin smo imeli en panel oziroma smo se pogovarjali in so nam strokovnjaki razložili, da naj bi v naslednjih 20 letih vsak tretji poklic tako ali drugače se ukvarjal z dolgoživostjo. Potem je jasno, da bomo ta znanja še kako potrebovali, skozi bolj, ne skozi manj. Tako da to se pravi, je še en tak projekt, kot ste že sami rekli, kjer se mi zdi, da so evropska sredstva pametno potrošena za mehke vsebine. V Centru za starejše Medvode je na čakalni listi po zadnjih podatkih več kot 1000 oseb, 30 bi jih domsko oskrbo potrebovalo takoj. Mogoče vi kaj več veste, kaj je usoda doma za starejše v Hrašah, ali se ta ideja kam preseli, glede na to, da... Nimam nobene nove informacije. Je pa dejstvo, da je država, naša država se zelo zavzema za javno, to vidimo, da je cele mesece nas zaposlujejo polne umne debate o zasebnem in javnem, za moje pojme, spet moje osebno mnenje. Dejstvo pa je, da smo menda zadnji javni dom zgradili za starejše leta 2007. Verjamem. Se pravi, 15 let govorimo, ropotamo, teoretiziramo, najbrž smo spisali že čuda enih strategij na to temo, dejstvo pa je tako, kot je. Medvode bi zdaj rabile še en dom za starejše, ampak če ga ima država spet namen prevaliti na občino, je to nemogoče. Je to popolnoma nemogoče. Zdaj, tukaj se pa država srečuje čisto z dejanskimi izzivi. In če jaz dostikrat rečem, da je občina v osnovi komuna, se pravi skupnost, ki ima velik del tudi vezan na komunalo, se pravi na te zadeve, večji del, je to tudi na nek lepo ali pa grdo in komunalen projekt, ki se ga bo treba
lotiti. Ampak spet, ne tako, da nam bo nekdo pamet solil iz vrha dol, mi bomo pa pogledali, kakšne probleme imamo z osnovnim šolam. Ne? Zato, ker nekdo več ali manj samo pametuje in delegira naloge dol, na koncu od spodaj pa iščemo, pa rihtamo ta sredstva, kakor vemo in znamo. Tako da tukaj pač bo država mogla prevzeti svoje in tudi državljani morajo jasno vedeti, kdo je odgovoren za to, da to na nivoju države uredi. Zato imamo... Brez strategije to smo slišali večkrat. Ja, ne vem, če bi nam strategija kaj dosti pomagala, ne? Ker če se ne držiš strategije, strategija po zdravi kmečki pameti. Je včasih veliko boljša. Dobro. Dobro leto nazaj smo se predvsem pridušali, ker je zdravstveni dom Medvode zaprl svoja vrata ob sobotah. Sedaj se nekako lahko pohvalimo z dodatnimi programi, okulist cel, ginekolog cel, četrt novega pediatra, nova splošna ambulanta, celo novo je povsem alergološka pulmološka ambulanta za otroke. Zdaj nimamo problemov z zdravniki, tako kot ostali zdravstveni domovi. Sedaj je problem, so menda postale medicinske sestre, ki jih primanjkuje, in pa predvsem prostorska stiska. Menda manjkajo 3 ambulante. Je kakšna nova strategija na tem področju? Ne, tukaj že ni prehude stiske, bom rekel, ne? Ker javni zavod ima nekaj sredstev, občina bi tudi nekaj zraven dala. Ko bo ta stiska res huda, bomo mogli skupaj stopiti pa narediti prizidek, to je dejstvo. Kako bomo reševali lekarno, je vprašanje zase, ali bomo šli v stavbno pravico, razpisali, upali, da dobimo nekoga, ki zgradi, pa potem gre, tako kot so delale nekatere občine, ali bomo zgradili sami, pa potem v najem oddajali. To je stvar tudi malo menedžerske žilice uprave zdravstvenega doma. Ampak s strani zdravstvenega doma prihajajo jasni impulzi. Ja, damo v novo opremo, ja, denar gre v nove programe. Ja, ne vem, kam te impulzi prihajajo, na občino ne. Na občino te impulzi ne prihajajo, mi smo jasno povedali. Ampak oni pravijo pač v prostor, v objekt, to pač ne gre. Jaz, glejte, bi bila zanimivo eno soočenje na to temo, ker to priča o tem, da nekdo res ne loči hrušk od jabolk. Pojdimo od začetka, se pravi, občani so samo prispevkom zgradili Medvoški zdravstveni dom, občani. Ta sredstva so se dala v upravljanje, tako kot se po zakonodaji morajo, javnemu zavodu, ki je ustanovljen. Ta javni zavod za amortizacijo opreme in stavbe in vsega, kar je v njem, kar je občinsko, dobiva iz strani ZZZS-ja plačano to amortizacijo. In ta amortizacija se nabira na računu. Zdaj, da ste vi direktorica in me rečete, da boste dala v opremo, v zidove, pa ne, zakaj pa pol kasirate amortizacijo? Pol mi pa vrnete kot občini nam amortizacijo, pa bomo mi nekaj to kupičili, pa bomo potem zirali. Tako da tukaj ne pridemo skup. Tole je pač številke pa ekonomija pravita eno, oni pravijo drugo. Tako da se bojo najprej oni z ekonomijo pogovorili, pa gremo pa naprej. Tukaj bi sam to dodal, ne. Veliko je bilo dvomov v medvoški javnosti, zakaj je bilo potrebno odpovedati pogodbo, ki jo je zdravstveni dom odpovedal, ne občina, nekaterim najemnikom, zakaj je šla občina ven iz kleti z svojim arhivom, ki ga zdaj prenašamo kamačka mlade vse okrog. Evo, dejstvo je to, se pravi, to je velika pohvala za zdravstveni dom. Ne? To, da mi nimamo težav z zdravnikom, vsa čast upravi in vsem, ki tam delajo, da očitno pripoznajo to lokacijo kot tako, da tam radi delajo, ker zdravniki po mojem danes si lahko skoraj zbirajo, kje bi delali. Tako da to jim samo kapa dol. Tudi za vse dodatne ambulante, ki so. Ampak dejstvo pa je, da o prostorih se bo treba pa usesti pa dogovoriti. In jaz tega, da oni dajo v opremo, v infrastrukturo, pa ne, pač tega ne akceptiram. Tako, kot sem povedal, zadeve so popolnoma jasne. Je sedaj to razmerje do ljubljanskih lekarn razrešeno dokončno? Vemo, da je bila to predvolilna tema, ampak vseeno. V kakšni fazi je ta odnos vseh različnih občin do lekarne Ljubljana, ki ima svoje izpostave po... Tam, kakor jaz vem, se zadeve še zmerom niso nikamor razpletle. Tako. Saj, da bi mi vedeli, da je kakšen izjemen preboj naprej. Ne, Medvode imajo zaradi tega, ker je pač to starodavna zadeva, da rečem, ne? Še nekoliko bolj specifično situacijo kot tiste občine, ki so v zadnjih letih pridobile izpostavo lekarne Ljubljana v svojo. Je pa res, da mi tudi trenutno nič ne delamo naprej, da bi mogoče kakorkoli položaj lekarne Ljubljana izboljšali.
In bi mogoče na ta način reševali tudi kakšno prostorsko stisko v zdravstvenem domu? Jaz osebno, seveda bi šlo, lejte, saj imamo primer Grosupeljga za Škofljico, ne vem, ampak tudi možno Ivančna Gorica, vem, da je tako naredila in to. Občine so to veliko počele. Jaz osebno nisem temu najbolj naklonjen, zato ker sem bolj konzervativc in rajš vidim, da če le gre stisnemo nekako ta denar naš skupaj, zadevo naredimo in potem mi oddajamo. Mi oddajamo in s tisto najemnino, ki bi pritekla noter, po mojih izračunih, ki sem jih enkrat delal, bi se nam investicija v tisti del lahko povrnila v 5-6 letih. Stvar je, amortizacija stavbe teče na 30, 40, včasih celo 50 let, se pravi, logika pove, da bi zelo hitro začela generirati neka čist dodana vrednost, ki bi jo pa potem takoj prekanalizirali v sredstva, v opremo, če hočete, zdravstvenega doma in s tem skrbeli, da imamo še en dodaten vir, kako naš zdravstveni dom lahko raste. Dobro. Najbolj aktualna prostorska stiska je? V osnovni šoli Preska, zagotovo. Tako. Sedaj vemo, kako naj bi nova stavba izgledala, vemo približno, koliko naj bi nastala, vemo, kje naj bi stala šola, ne vemo pa, kdaj. Torej, vse to, kar ste rekli, je res. Trenutno rešujemo najbolj akutno problematiko, to je, se pravi, selitev četrtošolcev nazaj v matično šolo. Iz pastoralnega doma, kar je bilo nekaterim bilo je kar precej pomislekov na to temo. Zdaj se je našla rešitev in sem vesel, da grejo otroci nazaj. Ker je državno stanje tako, kakršno je. Država namreč za vse osnovne šole v Sloveniji letno nameni 4 milijone evrov za investicijo. Občina Medvode v letošnjem letu za svoje investicije namenja 10-12 milijonov. Tam za celo državo pa zadnjega pol leta poslušate samo o javnih šolah. Zdaj, če to ni sprevrženo, zakaj se več ne dela na tem, da otrokom zagotovimo dobre pogoje v teh javnih šolah? To je naša javna šola, osnovna šola Preska, kjer nimamo minimalnih standardov. In to, da mi ministrstvo reče, da je občina ustanovitelj, hkrati pa mi ministrstvo s svojimi pravilniki predpisuje do te zadnje kljuke, pa do te zadnjega fržola, ki ga sadimo na vrtu šolskem, kaj je lahko in kaj ne, to je tudi malo unikum pozicija. In tukaj bo država mogla, me veseli, da je to naše opozarjanje, ne samo Medvoško, tudi Logatec, Kamnik, Škofljica, skratka ves ta ljubljanski urbani bazen, ki je tukaj okrog, imamo več ali manj vsi podobne težave. In na to zdaj v zadnjega pol leta zelo intenzivno, nekaj preko ljubljanske urbane regije, nekaj tudi s pomočjo naše poslanke, ves čas opozarjamo in me izjemno veseli, da se je ministrstvo začelo tega zavedati, ker kakšen teden nazaj sem v eni izmed izjav ministra zasledil, da je pač povedal, da je to nemogoča situacija zdaj s temi sredstvi. Zdaj spet čakamo samo, da se v to tudi kaj v proračunu poznalo. In graditi osnovno šolo Preska, katere investicija je ocenjena tam 14-15 milijonov evrov, s tem, da nam država da 200 tisoč evrov zraven, je tako, kot bi se norca iz nas delali. In dokler tukaj ne bojo zadeve dovolj jasne, mi vemo, koliko se lahko stegnemo. Pa zato, da bomo pridali svoj delež, bomo mogli krepko zategniti pas tisto leto, 2, mogoče 3. Se pravi, mi bomo svojo poenotenje znotraj lokalne skupnosti že naredili svojo domačo nalogo. Ampak to ni 15 milijonov. Se pravi, to bi bilo 3-krat, skoraj 4-krat to, ko oni za celo leto za vse šole dajo. Mal nemogoča situacija. Torej, iz tega naslova bomo zdaj šli reševati akutno situacijo z neko modularno enoto. $500 milijona evrov? Spet $500 milijona evrov, sigurno bo $500 milijona evrov, zato da vsaj zagotovimo nekaj učilnic, da bo lahko tam pouk tekel te 2-3 leta, dokler država ne pojača teh sredstev. Kakšni so pa potem morebitni načrti s tem prostorom? To je res, lahko rečemo, neka idealna, lepa lokacija. Kar bom rekel, bi si izmislil, zato ker en delček bo sigurno pametno odprodati. To je relativno velik kompleks, toliko velikega za javni program mi v Preski najbrž ne potrebujemo. Ostal del je pa stvar dogovora, pogovorov, želja, ki so. Jaz bi pri tem sam apeliral, da so te želje realne, da nimamo idej o tem, da vzpostavimo še nek nov objekt, ki bo trošil proračunske sredstva v 90% iz občinskega proračuna, ker bo to relativno težko financirati. Je končno čas mogoče za kakšne več stanovanjske objekte? Recimo? To bi bila zelo zanimiva ideja, pa bi ampak spet bo to reševala občina,
Z neprofitnimi z stanovanji. neprofitnimi recimo. stanovanji. A ne? Ja, recimo to bi za moje pojme sigurno bil en zelo zanimiv projekt. Pa tudi najbrž bi se ga dalo v to jedro lepo umestiti. Saj to ni treba, da so neki grdi bloki, to se danes res lahko že, če je pameten projektant, arhitekt, lahko lepo umesti v prostor. Menda se tudi prodaja nepremičnine, objekt civilne zaščite na Katarini. Pa bom vprašala, hiša Blagajana je projekt, ki je pozabljen. Nažalost, ta stavba gor, veliko se je delalo na tem projektu. Na koncu smo ugotovili, da so zahteve za to, da če ti hočeš, da otroci noter letujejo, se pravi, da je primerno za šolske otroke, tako zahtevne, da bi ta hiša mogli od spodaj še se pravi, v kleti, ki je, še poglobiti, to bi prineslo dodatne stroške. Malo nas je prestrašilo pa tudi to, ker so CŠOD-ji relativno slabo zasedeni. Nekatere občine jih tudi prodajajo, recimo Mestna občina Ljubljana, znana, mnogi smo gor bili v šolo v naravi v Gozd Martuljku na Srednjem vrhu, nad Gozd Martuljkom, recimo tisti prodajajo. Ja, a bo občina dobila kaj od tega? Glede na to, da smo rekli, da je to naša nek skupna delež, lastnina. ja, tam je, vem, nek procent je, zdaj kaj od tistega bo, ne upam trditi. Domžale vem, da so tudi prodajale eno tako nepremičnino 2 leti nazaj, tako da se občine tega kar izmikajo. Mi smo dolg časa iskali, kaj noter bi lahko naredili, ampak tudi v pogovorih s krajevno skupnostjo ugotovili, da Katarina se bo razvijala okrog osnovne šole. Se pravi, to je tisti center vasi in zdaj eno vas, ki je že tako precej, a ne bi rekel, razložena po hribih, jo še dodatno trgati s temi vsebinami bi bilo pač nespametno in zato smo se odločili, da gremo v prodajo. Nekako dogovor pa je, da sredstva iz te prodaje ostanejo na Katarini. Se pravi, da tam uredimo parkirišče, da mogoče se spravimo urejati tisto kal. Krajevna skupnost je že pripravila en zelo simpatičen projekt. Jaz bi si želel mogoče, in to je zdaj naš dogovor, da gremo, da nekako pripravimo eno vizijo Katarine v naslednjih 15 letih. Ne. Kaj bi si mi želeli, da tam gor je? A želimo samo pozidavo, a želimo turizem, kakšen turizem, kaj je s krajinskim parkom Polhograjski Dolomiti, kako razvijati te vsebine in tako naprej. Omenili ste parkirišče, pa da se vrnemo nazaj v Presko. Problematika parkirišč pred blokovskim naselji. To je ena izmed prioritet, ki jo je imela krajevna skupnost Preska Žlebe, da se to uredi. Sedaj je dala roke stran od tega. Ja, se ne čudim, ja. Pa bom vprašala, kakšna je bila ponudba strani občine in kakšen je bil odgovor z druge strani. Torej, govorimo o teh parkiriščih pred bloki, ne vem, Škofjeloška. Škofjeloška predvsem. Tako. Najprej, da začnemo čisto pri začetku. Občina je večkrat zaprosila stanovalce, če razpolagajo z dokumentacijo, iz katere bi bilo razvidno, da so oni ob kupovanju stanovanj kupili tudi parkirišča, naj to prinesejo. Če ta dokumentacija obstaja, potem sploh nimamo kaj filozofirati. Potem so oni to kupili, je treba to samo z pravno podlago, ki bi jo imeli v teh kupoprodajnih pogodbah, zadeve prenesti v njihovo last. Do današnjega dne ni niti ena pogodba še prišla na občino. Zato smo predlagali, da spet občina prevzame breme razparceliranja teh parkirišč, se pravi, da vsako parkirišče posebej označimo, posebej se pravi tudi geodetsko izvedemo in ga potem odprodamo stanovalcem, ki bi bili zainteresirani. Najprej je bil predlog, da gledamo, koliko je stanovanj, toliko parkirišč, da na vsega eno pride, višek se pa potem ponudi tistim, ki bi želeli, ali pa če nekdo parkirišča noče kupiti, da ga lahko da naprej. Ves čas smo povedali, ne, zdaj se je govoril o 10 000 evrih, o 8-7 000 evrih. Govora je bilo o tem, da se gre okrog 2 do 3 000 evrov, tam približno se je pričakovalo neko ceno, da bi na koncu... Doslej sem jaz slišala 5 000 evrov. To naj bi 2 do 3 000 evrov je bila taka številka, ki smo potem videli. Ampak mi sploh nismo prišli tako daleč, da bi se lahko začeli pogovarjati, ker so stanovalci Škofjeloške vložili na sodišče, mislim, da zahtevo za priznavanje funkcionalnega zemljišča. V tej fazi je sedaj to. Ja, zdaj, ko so oni to vložili, mi se nimamo več kaj pogovarjati. Se pravi, ne moramo mi dva na sodišče hoditi, pa zraven se v isti zadevi še pogovarjati. Zadeva postaja malo čudna. Ste mogoče razmišljali o kakšni zapornici, o letni najemnini? Ne, glejte, in na ta način naš namen ni nagajati. Občina se bo zaradi tega, ker je zdaj pravni spor, samo distancirala od vseh dejanj, ki bi kakorkoli lahko bile razumljene strani sodišča, da si kaj lastimo oziroma da... V redu.
Zdaj upam, da ljudje ta stavek razumejo. V redu, jaz tudi upam. Še ostajamo v tistem koncu in se gremo v trajnostno mobilnost. Dobili smo lepo kolesarsko stezo čez Bonovec, ampak ostaja pa tisto vprašanje, kaj pa zdaj pešci, kaj pa mamice z vozički? Takoj vam odgovorim. Kaj pa otroci na rolerjih? Takoj vam odgovorim, ker sem prav vesel, da ta odgovor lahko dam. Prejšnji teden smo namreč imeli na Ministrstvu za okolje in prostor sestanek na tem direktoratu, ki skrbi prav za kolesarske steze, kajti veste, da kandidiramo s projektom, z evropskim projektom povezave z Ljubljano po Piranški terasi spodaj. In moje vprašanje tem strokovnjakom na ministrstvu je bilo, dajte vi meni prosim povedati, a se tukaj lahko ljudje sprehajajo? Da. Vsi lahko to uporabljajo, to ni rezervirano samo za kolesarje, malo obzirnosti potrebno, a ne, to naj se ljudje malo navadijo, tiste osnovne olike, kaj je, pa kaj stara najbrž ne 500 let, odkar kolesarijo, pa se malo hitreje gibajo, da se pač umikajo en drugmu, da se malo opozarjajo. Ni pa daleč od tega, da bi to pomenilo, da pešci, vozičkarji, rolerji ne morejo teh površin uporabljati. To je bilo prav naše vprašanje. Gre samo za prepoved motornih vozil, razen za lastnike zemljišč. Potem je tudi tista javna razsvetljava bolj smiselna, ker kolesarji načeloma imajo svojo lučko. Tako. Še ena zadeva, prikazovalnih hitrosti. Eden takih je tudi izposojen in postavljen na Bergantovem klancu na Seničici. Ali taki prikazovalniki hitrosti sedaj služijo temu svojemu namenu? So zanimivi. Nekateri, ne čisto vsi, zdaj mislim pa, da že večina so taki, da podatke o izmerjeni hitrosti hranijo in se potem shranjujejo tudi na eni spletni strani oziroma na enem strežniku, kamor imamo potem mi in mislim, da tudi policija dostop. In je zanimivo videti, eno je, kakšna je percepcija ljudi o hitrostih. Ker marsikdaj reče, joj, pri nas vozijo 80, potem pa vidimo, da je hitrost 80 izmerjena mogoče v 2%, 3%. To so ljudje, ki pač se jim ne da nič dopovedati. To so ljudje, ki se z lepo besedo z njimi zelo težko kaj doseže. Velika večina se pa omejitev drži tam odstopam plus 10, bi jaz rekel, tam kar večino poberemo. Tako da je, jaz tudi, če pogledam iz svojega stališča, če vidim tam, da mi utripa, da grem prehitro, avtomatsko nekako stopiš potem dol iz stopalke za plin in malo počasniš. Če pa to v bližini sploh šolskih pa vrtčevskih območij, je pa to še toliko bolj uporabno. Vemo, če nekako to kronologijo, kako je sploh prišlo do tega novega prikazovalnika na tem konkretnem koncu. Vemo, da je bilo srečanje krajanov, krajevne skupnosti Seničica, Golo Brdo, pred počitnicami nekako in ta problematika hitrosti na tem delu ceste skozi Seničico je, mislim, da burila kar nekaj. Veliko vprašanje. Tako, ker tega je bilo res veliko že v začetku leta. In nekako, če povzamemo tisto srečanje, je bilo nekako takole. Tisti ljudje, ki živijo neposredno ob cesti skoraj, da so bili vsi za te ležeče policaje. Druga polovica krajanov, ki živijo malo dlje, so bili proti tem ležečim policajem. Občina je nekako dala kot alternativo pločnik, pa je bilo spet z druge strani slišati mogoče, ja, pa so še kakšne druge bolj pomembne stvari, kot pa pločnik po tej strani ceste. V kakšni fazi je sedaj ta problematika? Razen tega, da imamo prikazovalnik hitrosti, ki ne bi dal neke odgovore. Umirjevalci prometa je klasična po celi občini. Se pravi, imaš skupino ljudi, ki je za, pa imaš skupino ljudi, ki je proti, pa vedi, kako se odločiti. Tam smo najbolj veseli, če se ljudje uspejo poenotiti, to je v zadnjih letih skozi redkejši fenomen. Kar zadeva pločnik, pa mislim, da je ne imel držati za besedo, ker tudi ta projekt dejansko se jaz nisem veliko z njim ukvarjal, je zadeva podžupana. Mislim, da je zdaj v pridobivanju soglasij. Se pravi, pločnik se da umestiti samo, če imamo zemljišča, samo, če so lastniki zemljišč pripravljeni ta zemljišča občini podariti, to je redek fenomen, ali pa odprodati. Tukaj pa nujno potrebujemo pomoč krajevne skupnosti, oziroma ne toliko krajevne skupnosti, kot tistih, ki so najbolj zainteresirani za to, da se ta zadeva izvede. Zdaj nekako je dilema v tej smeri, na kateri strani sedaj postaviti ta pločnik, ker ti večino
problema, to se pravi šoloobveznih otrok in vsega, je na drugi strani, kot je predviden sedaj Pločnik. Ja, saj pravim, to je zadeva za projektanta, pa za ljudi, ki tam živijo. Naj pogledajo, kam se da umestiti. Dejstvo pa je, da če imajo škarpe, če imajo žive meje, če imajo hiše ob cesti, je malo utopično pričakovati, da bo vmešal še Pločnika. Če pa seveda pripravljenost, pa ljudje rečejo v redu, razumemo, zaradi prometne varnosti smo pripravljeni tudi odpovedati se metru pa pol svojega zemljišča, ga odpovedati, kot rečeno, ni nujno odpovedati, pa se pa zadevo da izpeljati. Ampak je res, to je zelo odvisno. Imamo kakšne predele v občini, ki to vse relativno hitro. Ljudje bojo mogli eno stvar razumeti, pa naj se ne sliši grdo, ampak Pločnik je zaradi tistih ljudi, ki tam živijo. To ni, to ne bo redko kakšen iz Hraša ali pa iz Mož ali pa iz Dola se bo sprehajal po Seničici po Pločniku. In zdaj to mora biti primarno v interesu ljudi, ki tam živijo. Morajo se na vsake toliko časa stopiti iz svoje cone, da ne rečem, zahtev ali pa recimo tudi tega, da je pač človek skozi bolj videti sam sebe in iskati v skupnosti neko točko soglasja. To je pa v zadnjem času zelo težko. Kjerkoli projekt gremo, najdete skupen imenovalec, pa ne glede na to, ali to gre za asfaltiranje ceste v Žlebah, gre za Pločnik v Seničici ali pa, če hočete, gre za kohezijo v Pirančah, je to zelo, zelo, zelo zahteven, redko, mislim, marsikdaj nažalost tudi neuspešen postopek. Prejšnji teden ste bili na slovesnosti, slavnostni prerez traku na zadnjih 30 metrih, sicer 2,5 km dolgi cesti, ki se je pa res delala po delih in to več kot 20 let. Imamo še kakšen tak primer, kjer mogoče gre po tej. Nekaj je bilo sicer problemov z denarjem, ampak večino pa z soglasji. Je še kakšen tak akuten primer, na katerega sedaj računate, da bo primer dobre prakse rešil? Teh primerov je kar nekaj po občini. Niso nujno tako zelo izpostavljeni, kot je bil ta v Studenčicah, ki je bil dejansko tudi zelo viden, ampak drugače jih je skoraj bi v vsaki vasi najdel kakšnega. Predvsem je seveda problem skozi kategorizacijo cest, pa cest v privat lasti ali pa delno v privat lasti, tukaj največ teh problemov, ampak v primeru Studenčicah se mislim, da sem dal izjavo tudi za televizijo, je, da kot županu ti je kar malo neroden iti na otvoritev 30 metrov. Po eni strani za une, ki pravijo, da župan sam trakove reže, po drugi strani pa zato, ker se sam pri sebi zavedaš, da nam je to uspelo v 30 letih, ne more biti ne vem kakšen dosežek ali pač. Ali pa ravno to, da so uspeli najti tisti, ki so delali na tem projektu, eno minimalno skupno soglasje, da se je stvar dala narediti. Seveda, vsi bojo rekli, pa bi mogli biti tam širš, pa tam, pa tam. Vse tiste znalce bi jaz povabil, kje so bili 30-20 let. Se pravi, včasih so tudi primeri dobre prakse, ampak tukaj se je res videlo, da je in prejšnji odbor vaške skupnosti in svetniki in zdajšnji odbor vaške skupnosti so se res trudili. Tudi uprava je veliko naredila. Mislim, da jo še nekaj dela čaka. Ja, seveda, treba je še zamenjave zemljišč. Formalno še ni zaključena zadeva. Ampak tam so dogovori vsaj od zadaj podpisani. Tako da tukaj, ja, seveda, zdaj zadnja točka so še te menjave zemljišč, ampak hočem to reči, da z ogromno dobre volje se da in nekaj takih ekip imamo tudi po občini, ki to uspejo potem speljati, mislim, v smislu vaških in krajevnih skupnosti. Sedaj pa tisto drugo najpomembnejše vprašanje, lahko rečemo, letošnjega poletja. Kje je vzdrževalec cest HNG v tem trenutku, recimo? Upam, da na cestah. Pa v pogovorih z izvajalci zimske službe, ki čez eno mesec nastopi. No, takole sem hotela reči, ob izbiri koncesionarja tokrat ni bilo dilem. Izpolnjeval je pogoje in bil cenejši od ostalih. Kje se je sedaj mogoče zalomilo, da je bilo v zraku celo mogoče prekinitev pogodbe, a ne? Prekinitev pogodbe je bila ves čas v zraku z njihove strani. Ne vem, če je občina kdaj v svojih izjavah uporabljala grožnje. Ne, tudi oni niso javno. Da bo prekinila. Ja, so pa zdaj v dopisih že. Zadnji dopisi so pa že, to noter piše. Mi smo mogoče zastavili malo drugačen sistem. Če se spomnite zadnjega poročila koncesionarja na občinskem svetu, je res ogromno kritik letelo na nadzor koncesionarja, nad tem, kako se zadeve izvajajo in tako naprej. Zato smo v občinski upravi določili predvsej, po eni strani predvsej bolj strog, po drugi strani pa bolj enostaven sistem
Že v razpisno dokumentacijo smo zapisali, da želimo, da so vozila uporabljena predvsem pregledniške službe z GPS sistemom. To ni nič novega, zimska služba se že 2 leti, mislim, da vsaj 2 leti izvaja tako. Zato, da imamo, zakaj? Da imamo po eni strani, oni imajo dokaz, da so pregledniško službo izvedeli, mi pa tudi, da je pregledniška služba tam bila in da bi določene zadeve morala opaziti. Pač v tretjem primeru pa tudi, če ljudje rečejo, da niso še nikoli videli koncesionarja, rečemo, ta dan to in to uro je šel mimo vaše hiše. Zdaj, s tem GPS-om se precej zatika. Ne bom trdil, a zdaj je dokončno rešen ali ne, ker logično je, da pač mi želimo imeti vpogled v to. Druga zadeva, in tukaj mislim, da okrog te pregledniške službe je bilo daleč največ črnila, prelitega, besed izrečenih in tako naprej. Druga stvar, ki bi si pa želeli, je pa mogoče še večja odzivnost koncesionarja. Našim sodelavcem je najlažje, če vejo, da imajo v koncesionarju nekoga, ki je absolutno odziven. Seveda je dejstvo, da so naša sredstva omejena, da tukaj ne govorimo o milijonih, ki bodo šli, da pač zaradi vseh ostalih projektov so tudi ti budžeti nekoliko omejeni, ampak vseeno večja odzivnost, hitrejša odzivnost, manj izgubljanja časa z nekimi čisto osnovnimi debatami o tem, kaj se nasuva, kaj se ne nasuva, kaj se ureja. Ravno to sem hotela vprašati. Glede na to, da večkrat poslušamo tako. Nadzornik se pelje 3-krat mimo tiste luknje v cesti. In potem, kakšen je tisti sistem, postopek od tega, da nekdo zazna tisto luknjo, pa da potem nekdo vrže, ne vem, lopato peska ali pa lopato asfalta. Postopek je, da odpre vrata, gre zadaj, prime lopato, vrže asfalt, ga potepta in gre nazaj v avto. To je postopek pri luknji, če ga jaz prav razumem. Zakaj to ne funkcionira v praksi? To je zdaj malo karikirano, ne? Ampak dejansko v mojem razumevanju koncesije imamo pri koncesiji pravzaprav 3 vrste urgence. Eno je, tako kot ste sami izpostavili, če se opazi akutna nevarnost na cesti, ki je. Ali je to luknja, ali je to neurejena bankina, ne vem, kaj vse lahko je. O tem, zato mi koncesionarja imamo in zato je koncesionar bil pripravljen prevzeti ta riziko. In o tem on ne rabi nič spraševati občine, ker more zagotavljati varno prevoznost cest. To je eno. Drugo so odseki ali pa so dela, ki niso akutna. Čiščenje jarkov, se pravi teh pod cesto, ki so odvodnikov, obrezovanje dreves, skratka taka dela, ki se lahko planirajo malo naprej, ki se ve, da je en rukar spomlad, en jesen ali pa poleti, če je malo manj. To so zadeve, za kere si predstavljam, pričakujemo, da se skoordinirajo. Zato, da pri nas v hiši vejo, po eni strani, da vejo, da pričakujejo večji zahtevek na konec meseca, da vejo, kaj ljudem povedati, ko krajevne skupnosti sprašujejo. To je druga stopnja urgence. Tretja je pa tista, kjer pa mogoče trenutno najslabše sodelujemo, je pa tista, kjer mi bi pričakovali od koncesionarja, da nam kakšne večje odseke. Mi vidimo, da na nekaterih predelih imamo bodisi noro visoke stroške vzdrževanja makadamov. Tam bi se najbrž predvsej bolj splačalo vršniko protiprašno asfaltiranje za 5 let, pa za 5 let, kjer bi najbrž v letu in pol do 2 letih tisto nazaj noter dobili. Ta del je pa seveda treba tudi uskladiti. Se pravi, v drugem in tretjem je normalno, da občina, v prvem pa nimamo kaj dosti za debatirati. Prvega snega se torej veselimo ali pač ne? Odkar sem na občini nikoli. Dobro. Počasi bova zaključila, ampak brez tistega klasičnega vprašanja, katero vprašanje se trenutno največkrat pojavlja v povezavi s projektom Čisto zate in sočasna gradnja. Če bi lahko zavrteli čas nazaj, kaj bi se mogoče spremenilo? Bi mogoče sam postopek sočasne gradnje mogoče spremenili, glede na to, da so nekatera gradbišča vendarle odprta skorajda leto in več? Ali bi res še malo bolj razmislili o izvajalcu sočasne gradnje? Nažalost bom rekel, da se bojim, da če želim, da bi v filmu, ki ga zavrtim nazaj, pa da ravnam pravno pravilno oziroma zakonito, bi nažalost mogel obrati isto pot. Vprašanje pa je, ali bi kandidiral za župana, to je pa res. Ja,
Katero je tisto klasično vprašanje, ki se sedaj pojavlja? Prek poletja najbrž kakšen prekop oziroma preklopi iz starega vodovoda na novega. Ja, pa prah je bil problematičen. Pa prah. Zdajle seveda več, ko je dežja, večji je problem z luknjami v cestah, pa to, da so enostavno ljudje reži naveličani teh menjav izvajalcev na gradbiščih in jaz jih popolnoma razumem. Ampak dejstvo je tudi, da mi tukaj kaj dosti ne moramo narediti, razen to, da non-stop opozarjamo, da non-stop sitnarimo, non-stop zahtevamo preko nadzornikov, preko naših zaposlenih, preko direktorjev, da se stvari izvajajo, kar se da hitro naprej. Sedaj kar nekaj cementno-azbestnih vodovodnih cevi bo zamenjano z novimi. Ogromno. Kaj se bo naredilo oziroma kaj se bo storilo z starimi? Bodo ostale tam? Ja, stare ker so najbolj varne v tem trenutku. Ja, sej azbestne cevi niso nevarne, dokler v sami vodooskrbi ne začnejo pokati. Zato, ker se okrog naredi tisti film vodnega kamna in je problem sam takrat, kadar pride. Zdaj, glede na to, da se delajo vse nove prevezave na najnovejše, to, kar mi noter dajejo, zanč mi je. Ostajajo pa cementno-azbestnih ne odstranjujete? Ne, seveda, da ne. To ostaja noter tako, kot je bilo. To, kar pa zdaj, se pravi, cevi, ki jih pa zdaj vgrajujemo, so pa, če bi v avtomobilskem žargonu, so to Ferrari, ker vgrajujemo noter. Dejansko so to cevi, ki naslednjih 50 let, če ne pride do nekih mehanskih, čist takih fizičnih poškodb, zdržijo in so najmodernejša tehnika, ki se zdaj vgrajuje. Kam pa sicer z azbestom, glede na to, da najbrž v naš zbirni center lahko prinesemo azbestno kritino recimo ali pa kaj podobnega? Ne, mislim, da ne. Mislim, da ne. Azbestno kritino je treba še vedno je to prostor na cesti dveh cesarjev. Tako. Kanalizacija se gradi tudi kje drugje, ne samo v projektu Čisto zate, nekje se gradi že tudi kar precej časa. Najbrž mislite za Soro in Žeje. Tako, Sora in Žeje. Sora bo do konca meseca oziroma v prvem tednu novembra zaključena. To pomeni tudi fin asfalt na cesti? Ja, moram reči, te so kar simpatične zgodbe, ki jih zadnje čase poslušam. Ena izmed teh je bila, da v Sori ni finega asfalta, ker občina nima denarja, to seveda ni res. Fini asfalt smo položili, grobi asfalt smo položili zato, da je cesta čim bolj prevozna. Ker pa se zdaj v sklopu tega projekta gradita še dve stranski veji, kjer se tudi gradi kanalizacija, obnavlja vodovod in vse podobno, bi bilo neumno zdaj to s finim asfaltom asfaltirati, pa potem uničevati. Bomo vse naredili v roku 14 dni, 3 tednov. Kako pa v Žejah izgleda? V Žejah je pa danes se asfaltira do tretjine trase, se pravi do ceste v hrib, in potem se nadaljuje naprej. Tam bo gradbišče zagotovo do konca leta. Prejšnji teden smo imeli pa že sestanek z ljudmi za to, da sprojektiramo sekundarje in da gremo graditi sekundarje. In dobro kaže? Moram reči, da kar. Seveda je 5% ljudi povsod, ki mogoče se z vsem ne strinjajo, ampak mislim, da je bilo zanj predstaviti ljudem jasno, da gre za ogromen projekt, ki prinaša tudi ogromno dodano vrednost. Dokler pa nimamo vsi kanalizacije zgrajene, še vedno velja, da je odvoz grezničnine brezplačen, ne samo enkrat na leto ali pač, oziroma enkrat na 3 leta. Mora biti brezplačen. Zdaj vprašanje pa je, kolikrat ljudem uspe dobiti te cisterne, ker mislim, da zdaj največji problem je v tem, da Voka nima dovolj resursov in da enostavno ne uspejo zvoziti. Zdaj jaz trdim jim, da ko bo enkrat projekt Čisto zate zaključen, tudi v Ljubljani ne bojo imeli več veliko dela in bojo, mislim, da imajo 6 teh cistern, bodo že uspeli zvoziti. Pri nas pa tudi upam, da bo prišel čas, ko bojo samo še do nekaj jih imelo. Ko jih bo 1000 manj, ne? Ko jih bo 1000 manj, bo že ob zaključku tega projekta. Pa nam ostaja pa še nekaj aglomeracij. Občina je polna gradbišč, večkrat se pretrga tudi naš kabel, tudi naše kabelske. Ja, res je. To je pač ena stvar, ki upam, da zdaj vsaj približno funkcionira. Na začetku smo imeli kar precej težav, ker so v samem začetku celo delavci kar samo iniciativno lepili te kable pol skupaj, pa vemo, kako to je. Zdaj upam, da vsaj toliko daleč smo, da ko pride do teh poškodb, jih je kar nekaj, tudi poškodb in na vodovodih in to. Delno je to tudi za razumeti. Se pravi, v trasah 3-metrskih cest, kjer je kataster bolj slabo vzpostavljen, kjer je cel kup nekih hišnih, meteornih kanalizacij in 3, 4, včasih celo 5 različnih izvajalcev pride do teh nesrečne.
Eden od sodelavcev, ki je bil zadolžen predvsem za projekt Čisto zate in sočasno gradnjo, je odšel. Ostali ste tudi brez desne ali brez leve roke, sedaj ne vem, ampak to pa po vaši odločitvi, brez direktorice občinske uprave smo. Recimo, zakaj takšna odločitev? Enostavno se mi zdi, da je čas novega mandata, čas, ko moraš videti, kako naprej. In to je ena odločitev, ki je pa na srečo najbrž ena izmed redkih odločitev, ki je v celoti prepuščena županu. In brez problema in tudi nobene možnosti kakšnega delovno-socialnega sodišča. Ne, glejte, mi tudi... Je še kakšen drug primer na delovno-socialnem sodišču? Ne, mislim, da zdaj nimamo nič. Če se ne motim, mislim, da nimamo nič. Dobro. Tudi ta zaključek sodelovanja bo v zelo korektnih odnosih. Dobro. Že 10 mesecev, se mi zdi, smo še brez enega občinskega inšpektorja. Razpis je bil uspešen? Ni bil uspešen. 2 pritožbi, vrnjeno nazaj in to bo še trajalo. To je pa kadrovanje v javnem sektorju, oziroma izpeljava postopkov. Mi smo izbrali kandidatko, za katero še zdaj menimo, da je zagotovo najbolj ustrezna od tistih prijavljenih. 2 sta se pritožila. In kaj boste sedaj razpis ponovili? Mislim, da je treba ponoviti postopek, da je bil vrnjen v prvo fazo ali kako že. Skratka, zadeva se bo še vlekla. Je vmes kaj akutnih problemov, ki bi jih občinski inšpektor moral reševati? Vse več, ker državna gradbena inšpekcija samo pošilja odstope na lokalno raven. Se pravi, vse tiste najbolj zoprne zadeve naj bi zdaj reševal občinski inšpektor. Govorim pa o... Vilič Lipa ni edini. Ne. Pa tam ni pristojen občinski inšpektor, to je treba razčistiti. In tukaj recimo je občinski inšpektor dobro presodil. Tako, odreagiral, tudi državni gradbeni lepo obrazložil, zakaj je to njihova pristojnost. Zakaj se državna gradbena in kmetijska ne zganeta, je pa vprašanje, ki pa tudi mene zelo, zelo zanima in bom hvaležen, če me enkrat za ta odgovor izvedel. Ker je pa vezano na te odstope, ki jih dobivamo, se pravi, občinski inšpektor je pa zdaj zadolžen za tiste klasične spore ob mejah, za škarpe, za nadstrešnice, letne kuhinje, skratka vse tisto, ki se ljudje včasih preradi kregajo, država se s tem ne ukvarja in spet, to sem danes že večkrat rekel, ena izmed stvari, ki jih je država lepo prevalila na občine, zraven ni dala nobenih sredstev, nič, ampak sem rekla, znajte se po svoje. Ob tisti letni kuhinji sem zastrigla z ušesi in predlagam, da za danes zaključiva. In če me spomin ne vara, takole, glede na to, da je še 2 meseca dobra 2 meseca do novega leta, predvidevam, da se še enkrat srečava na takem klepetu in da narediva kakšno novoletno zaobljubo. Zaenkrat pa hvala, vam pa najlepša hvala za vso pozornost. Nasvidenje. Nasvidenje, lahko noč.